Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Tudi letos, prvi teden v mesecu marcu, Zveza društev za boj proti raku skupaj z vsemi slovenskimi društvi organizira že 33. teden boja proti raku. Nekako z namenom ozaveščati javnost o tej bolezni in temu je namenjena tudi naša nocojšnja oddaja, torej nekako o ozaveščanju in obveščanju. Naj vam na začetku povem, da bomo oddajo pripravili v dveh delih. Prvi del bomo posvetili torej temu prvemu tednu boja proti raku, drugi del oddaje pa mesecu boja proti raku, ki se je začel 1. marca in v katerem se več govori o raku debelega črevesa in prostate. No, ampak zdaj nazaj k temu prvemu tednu boja proti raku in lep pozdrav obema gostjama v studiu. Dober večer, gospa Branka Drk, predsednica Društva za boj proti raku Velenje in hkrati podpredsednica Zveze društev za boj proti raku Slovenije. Dober večer. In dober večer tudi vam, gospa Zdenka Uršnik, vi pa ste prostovoljka in nekako članica društva, pa še dobitnica, letošnja dobitnica srebrnega znaka Zveze društev za boj proti raku Slovenije in ob tem seveda iskrene čestitke. Hvala lepa, pa dober večer. Pa če začnemo mogoče kar gospa Branka Drk pri vas. Torej, rekli smo 33. slovenski teden boja proti raku. Zakaj? Res je 33. slovenski, ne samo slovenski teden boja proti raku, to je mednarodni teden boja proti raku, zaradi tega, ker vemo, da obveščanje o tej bolezni je potrebno skozi celo leto, ampak enkrat na leto pa je potrebno v tem tednu pokazati, kaj smo naredili, kaj smo dosegli in kaj je pravzaprav treba še narediti. Ker rak je veliko breme in je javnozdravstveni problem. Zato je tudi letošnje geslo z roko v roki proti raku poudarjeno sodelovanje med državnimi inštitucijami, kakor tudi z civilno-društvenimi organizacijami, da bi uspeh pri osveščanju o tem bremenu te bolezni bil veliko, veliko večji. Mi si pravzaprav želimo s tem tednom poudariti vsa prizadevanja, ki jih naredimo na tem področju, ker državni program za obvladovanje raka govori o tem, da je treba umrljivost za rakom zmanjšati za 15%. Tega sami nihče ne more, ne državne institucije in ne civilne humanitarne organizacije. Ampak skupaj lahko naredimo veliko. Ker poglejte, take organizacije, kot je lokalno društvo, kot so lokalna društva, ki so združena v zvezo, lahko na področju osveščanja, izobraževanja naredijo ogromno in so pravzaprav vez med posameznikom in tudi državnimi inštitucijami, pravzaprav pri nas za stroko. Želimo si, da v Sloveniji ne bi bilo nobenega človeka, ki bi umrl ali pa zbolel zaradi tega, ker ni vedel, kako skrbeti za svoje zdravje in kje poiskati svojo pomoč za svojo težavo. Morajo poznati znake, ki napovedujejo bolezen in mi jih pravzaprav učimo prisluhniti lastnemu telesu. In še vedno, ne glede na to, koliko se govori, koliko je tudi v naši neposredni bližini ljudi, ki so se srečali s to boleznijo, to še vedno ena taka zelo tabu tema. Žal še vedno, ampak danes o tej bolezni govorimo bolj glasno, vemo, da jo znamo, zmoremo in moramo zdraviti. Vemo, da rak ne pomeni smrtne obsodbe, kar nas v društvu izredno veseli, ker v društvu se zbiramo vsi tisti, ki nam je za zdravje mar, ki želimo za svoje zdravje narediti nekaj več. Čista preventiva. In bolj, ko bomo o tem govorili, manj bo detabuizacije. Ampak menim, da do tega prihaja zaradi tega, ker število obolelih pa žal iz leta v leto zelo narašča. V nekaj letih se je podvojilo. Če se obrnemo na lansko leto, imeli smo skoraj 15 000 na novo obolelih.
To je številka, ki te presune in ki ti da misliti. Ampak moramo vedeti, da veliko tega gre na račun starosti, a ne, vemo, da danes živimo dlje, da včasih smo pri 40 umirali zaradi drugih bolezni, ampak danes je res veliko starejših ljudi in zaradi modernizacije stroke, zaradi nove diagnostike in res rak ne zbira. Ne med spolom, ne med leti, ne med raso, ampak 58% vseh rakavih obolenj je pa po 50. letu življenja. Tako da si jaz želim in mi se vsi v društvu prizadevamo, da o tem bomo govorili, da bomo še naprej detabuizirali in da bomo o tem res z lahkoto govorili. Gospa Zdenka Uršnik, vi ste prostovoljka, ste članica društva za boj proti raku in mogoče zanimivo, pa če rečem ob tem, hvala Bogu, niste pa bolnica. Torej, pridružili ste se nekako društvu, verjetno iz ene potrebe prisluhniti sebi, drugim, prav to, kar je mogoče gospa Drkova rekla, ne? Točno tako, v bistvu sem članica društva 2013 in nekje smo se z Branko srečali na enem tečaju preprečevanja padcev starejših, ki ga je organizirala Mestna občina Velenje skupaj z Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki sem jaz trenutno podpredsednica te univerze. In tam smo se srečali in tam me je navdušila nad tem, dejansko, da bi se včlanila v društvo, da bi se družili in da bi na nek način spodbujali druženje in tudi prav dobro počutje in zdravje, osveščenost o zdravju. Kaj pomeni biti prostovoljka v takšnem društvu? Iti, ne vem, od bolnika do bolnika ali kaj drugega pomagati? Ne, ni v tej smeri. Dejansko sodeluješ kot prostovoljec v programu društva, ne? Recimo, društvo je z mano uvedlo pač eno novo dejavnost, to je telovadba za dobro počutje in zdravje, ki ga izvajamo ob sredah, popoldan na osnovni šoli Gorica. In iz te telovadbe je nastala še ena telovadba, ki je v petkih, ko vodi kolegica Ana, tako da zelo dobro sodelujemo, večkrat ona mene nadomešča ob sredih, jaz pa vodim jogo, dejansko dihanje, poslušati svoje telo in delati v skladu z svojim telesom. Torej, uravnovesje uma in telesa se mi zdi velika preventiva, da se ti pol kaj zgodi. In tako plastično, kot je opisala gospa Uršnikova, je potem tudi tisto, kar počnete, torej v društvu, po eni strani ozaveščanje, izobraževanje in po drugi skrb za dobro počutje, ki je tudi, recimo, ko se človek znajde v takšni hudi situaciji, pomembno. To gibanje, telesne aktivnosti, umske aktivnosti so vedno zaželene in pravzaprav naj bi bile tudi potreba v današnjem času. Mi v društvu imamo 4 telovadbe. Aktivnosti pri nas res potekajo od ponedeljka do petka. Vsak dan je določena aktivnost, ker si želimo, da se približamo slehernemu članu našega društva in da vsak nekaj najde. Imamo 4 telovadbe, imamo učenje tujih jezikov, imamo urjenje spomina in koncentracije, imamo delavnice za učenje samopregledovanja dojk in mod. Tako da na tem področju se resnično trudimo. Želimo si, da bi naše telo in naš bili, kot je Zdenka povedala, v soglasju z samim nami, ker to je edino, kar nam prinaša ne samo zadovoljstvo, ampak tudi kvaliteto življenja. Koliko pa imate članov? No, s tem se lahko pohvalimo. Na račun vseh teh aktivnosti nam člani resnično članstvo nam raste. Registriranih imamo več kot 250 članov. Saj veste, vsako leto nam nekdo se poslovi, ampak na račun enega sigurno dobimo 10 novih, tako da smo na to članstvo izredno ponosni. To nam tudi dokazuje, da smo na dobri poti, da dobro delamo in da ljudje najdejo nekaj dobrega pri nas. In ko smo se pogovarjali, ste rekli, da
po eni strani skrbite za to dobro počutje, po drugi strani ozaveščate. A ne? In nekako skupaj, verjetno tudi s kakšno slovensko inštitucijo, izdajate tudi določene zgibanke, kjer najdemo marsikakšen napotek, a ne? Pravzaprav skupaj z zvezo naredimo vse in slovenskimi strokovnjaki, najvišjimi strokovnjaki na tem področju onkologije, delamo ves ta zdravstveno-vzgojni material, za katerega si želimo, da resnično pride do slehernega prebivalca v Sloveniji, ker v teh navodilih so pravzaprav preprosti nasveti, kako živeti, na kaj biti pozoren in kako ravnati takrat, kadar se znajdemo v določeni situaciji. Zadnja zloženka, ki smo jo izdali skupaj z zvezo, je ABC o HPV-ju, tako je, to je humani papilomavirus, kateremu je posvečen tudi letošnji teden boja proti raku, to je 11. nasvet Evropskega kodeksa proti raku, ki je pravzaprav temelj našega delovanja, kateri nagovarja starše, da dovolijo svojim hčeram, da se v 6. razredu osnovne šole cepijo proti HPV-ju. Na ta način tudi zmanjšajo ogroženost zaradi predrakavih in rakavih obolenj na materničnem vratu. Na tem področju bomo pri nas morali resnično še veliko narediti. To je letošnji cilj in letošnja naloga našega lokalnega društva, ker v Velenju je ta cepljenost nekoliko manjša, kot si bi jo želeli, tako da prostora za delovanje na tem področju je še dovolj. In mogoče, če še vendarle s kakšnim stavkom ostanemo pri tem, a ne, bojimo se. Raka se bojimo, potem pa nam mogoče nekdo ponudi, če temu rečeva rešitev ali vsaj pomoč, kot je recimo cepljenje deklic v 6. razredu, pa rečemo, ja ne, to pa ne bi. Kaj pa, če bo tu kakšna posledica, ne? Ker tukaj je pa vendarle glede cepljenja zdaj le pri nas kar ena fama, če temu tako rečeva, ne? Res je velika fama, ampak poglejte, prej smo se nenehno pogovarjali na področju preprečevanja raka, moramo nekaj najti, moramo nekaj odkriti, moramo se nekaj boriti proti njemu. Zdaj imamo cepivo proti raku na materničnem vratu, za katerega vemo, da se prenaša s spolnimi odnosi, za katerega vemo, da je tudi virus povzročitelj in lahko ga preprečimo. In naenkrat se ustrašimo. Strah je vedno prisoten. In letos smo se nekaj odločili, kadar bomo dali navodila staršem, ali dovolijo ali ne dovolijo svojim hčeram, da se cepijo, ker le morajo dati svoje dovoljenje za to brezplačno cepljenje, bo tudi tam se strinjam ali ne dovolim. Tako da malce želimo si, da razmislijo o tem, kaj pa, če se kasneje kaj zgodi, jaz pa nisem dovolil. Želimo si, da o tem dobijo veliko več informacij. Želimo si, da dobijo strokovne informacije. Ker veste, včasih forumi naredijo več škode kot koristi. In tem forumom ponavadi prevladujejo tisti, ki so agresivni, tisti, ki imajo dovolj časa in ki želijo sprovesti mogoče kako famo proti. Tisti, ki se ukvarjajo z stroko, z dejanskimi številkami, pa mogoče niti nimajo toliko časa ali pa volje, da bi na ta način se šli prerekati z nekom, ker veste, nekoga, ki ne želi biti prepričan, ga tudi ne moremo prepričati. Lahko pa prinesemo pravilne in strokovne informacije. In to je tisto, kar bomo mi letos na začetku šolskega leta naredili za vse starše vseh osnovnih šol. Govoriva torej o Velenju, o mestni občini Velenje, ker podatek recimo o tej, tako kot vi temu rečete, precepljenosti na Koroškem, recimo, če rečeva 95%. 95%, torej se da. In zato smo se zadali to nalogo, da bomo tudi mi strmeli tem, da bodo tudi naše številke precepljenosti kar visoke. Se veste, temu moramo pristopiti vsi, tako kot stroka, tako tudi naše humanitarne organizacije.
In mogoče, gospa Ušnikova, ob tem še vam vprašanje, recimo, koliko pa lahko tukaj naredi eno takšno društvo, recimo, za ozaveščanje, za prepričevanje, a ne, za, ali rečeva drugače, dokazovanje. Recimo, najbrž ena takale zloženka je že... Zloženka, pogovori, dejansko prepričevanje postopoma, vse to rabi čas. Dejansko, to je vzgajanje. Vzgajanje pač mladega rodu. In veliko potrpljenja je treba pri tem, jaz tako osebno mislim, in vztrajnosti. Tako je, hvala lepa za te besede in da me je spomnila na mlade. Jaz sem pravzaprav zelo ponosna, da v našem društvu imamo skupino za mlade in koordinatorko, eno mlado zdravnico, dr. Urško Kladnik, katera tudi vodi program Mladi za mlade, ker mlade prepričujejo, kako skrbeti za zdravje. Z osnovno šolo Gorica imamo tudi skupino ambasadorji zdravja. Oni pravzaprav učijo svoje vrstnike. Mi delamo z njimi in z njihovimi mentorji, oni pa svojim vrstnikom podajajo svoje razmišljanja. In pravi, da to vzgajanje gre sovrstniško, ker vemo, da lažje sprejemajo od sovrstnikov, kot pa od ne vem kakšne starejše avtoritete. In samo na ta način, da bomo vzgajali, da bomo vztrajni, da bomo podajali pravilne in strokovne informacije, lahko pričakujemo rezultate. A veste, tisto, ko se včasih pogovarjajo pri kavici ali pa kje pri kakem šanku, nikoli ni dobro, a ne? In zato je ta vztrajnost, ko je omenila Zdenka, izrednega pomena. In mi se želimo, da tisto v mladosti skrbi za starost, a ne? Da ne bo samo eden rek od mnogih, ki jih imamo, ampak da bi resnično zaživelo. In mogoče tudi danes nekako napotek vsem tistim staršem, ki so mogoče vendarle zaskrbljeni, kaj pa, če pri svoji deklici, recimo, ne, da imajo tudi možnost se obrniti na vas ali na kakšnega strokovnjaka in da jim boste razložili, a ne? Tako je, oni se vedno lahko obrnejo na svojega šolskega zdravnika, ker bodo dobili pravilne in natančne informacije. Lahko se obrnejo na nas, lahko se obrnejo na zdravstveno vzgojo, zdravstveno-vzgojni center, ki je izredno dober v zdravstvenem domu Velenje. Lahko na NIJAS, Nacionalni inštitut za javno zdravje v Celju, če želijo še dodatnih informacij, ker informacije obstajajo, ampak jih je treba iskati na pravih mestih. In če mogoče naredimo korak naprej, državni presejalni program za raka pa je nekaj, na kar ste ponosni, a ne? Vsekakor, to je pa tisto, kar si mi pravzaprav vsi želimo, ne? Da bi s presejalnimi testi pravočasno odkrili obolenje. Saj veste, katerokoli bolezen bomo mi ulovili na začetku njenega razvoja, lahko pričakujemo uspeh. V Sloveniji imamo 3 nacionalne programe, to je SVIT za odkrivanje raka na debelem črevesju in danki, ZORA za odkrivanje raka na materničnem vratu, katerega lahko s tem cepljenjem tudi preprečimo. Mogoče samo podatek, v Kanadi so že začeli, nimajo tam raka na materničnem vratu, ker so vsa dekleta precepljena. In imamo program DORA, to je odkrivanje raka na dojki, mamografije. Ta presejalni test žal ni tako zaživel, kot si ga pravzaprav želimo. Je še vedno nekaj finančnih težav, terenskega dela, centraliziranje, ampak upamo, da vsako leto nam na novo obljubijo, da se to bo zgodilo, ne? In danes na tej svečani seji na Ministrstvo za zdravje, kjer se zberejo najvišji strokovnjaki, smo se ravno o tem pogovarjali in je resnično data obljuba, da bo se razširil na celo Slovenijo. Ker predori gre, da vabimo vse ženske od 50. do 69. leta na redne mamografije, ker mamografija je še vedno ena od najboljših diagnostičnih metod za odkrivanje raka na dojki. Prizori vse tiste ženske od 20. do 64. leta, katere v zadnjih nekaj letih, v zadnjih 3 letih niso bile na ginekološkem pregledu, pa jih je nekaj, ne misliti, da jih ni, a ne, in jim ni odvzet bris materničnega vratu, jih tudi s povabilom vabimo. Svit je itak tako razširjen in tako znan in tako uspešen,
ne smem, ker vabimo od 50. do 73. leta, mislim, vsake 2 leti na preprost, poceni in enostaven test za raka na debelem črevesju in danki. Zakaj gre pravzaprav za te presajalne teste? Mogoče, da bojo gledalci lažje razumeli, to pri navidezno zdravih ljudeh iščemo spremembe, katere kažejo na predrakave ali pa rakave spremembe. In če jih odkrijemo, jih lahko tudi začnemo zelo hitro zdraviti. Gospa Branka Drk, omenili ste slavnostno akademijo, slavnostno nekako proslavo, ki jo vedno umeščate v ta prvi teden na tem državnem nivoju. Ena izmed prireditev, no in na tej seji je gospa Uršnikova prijela tudi priznanje. Kako ste se počutili, ko ste vedeli, da boste dobitnica, da ste dobitnica? Bila sem zelo presenečena in hkrati ponosna in se zahvaljujem Branki, ko me je predlagala. No, pa še eno imate, da jo še omenimo, ne? Absolutno. Eno od 2 zlatih priznanj, ki so se v Sloveniji podale, ki jih je dobil profesor Zakotnik, onkolog, zelo tudi predstavil je državni program preprečevanja raka, je dobila naša gospa Nada Zavolovšek-Hudarin, ki je pravzaprav iniciatorka in pravzaprav organizatorka tega društva za boj proti raku pred 27 leti. In od takrat je ona aktivna članica v organih društva in na kar smo izredno ponosni in počaščeni, da je zdržala od prvega dne. Od takrat, ko se je porodila ideja, da bi tudi v Velenju potrebovali eno tako društvo, ne pa do današnjega dne, ko je danes ima nalogo predsednice nadzornega odbora, tako da še vedno kontrolira, ali vse poteka tako, kot je v njenih mislih to bilo zadano pred tolikimi leti. In gotovo je eno takšno priznanje tudi tista zahvala vsemu, kar človek naredi in je ena lepa pika na i delu, a ne? Ja, priznanje, ne? To si vsako želi. Vsakdo si od nas želi neko priznanje ali pa zahvalo, kar pa te naprej motivira za delo. Ne zaradi priznanja samega, ampak zato, da človek ve, da je na pravi poti. Tako je, da to dobro delaš, da z ljubeznijo delaš in da si na pravi poti. Sicer je pa največje priznanje, zadovoljstvo tistih članic, ko prihajajo na telovadbo, ne? Na smeše, ko gledaš, ko jih opazuješ, kako se spreminjajo, kako so nasmejani, kako so bolj optimistični. To je v bistvu največje priznanje in zadovoljstvo. Rekli ste članic. To pomeni, da še vedno prevladujejo tudi članice. Kaj pa moški, glede na to, da vendarle obstoja podatek, da za rakom je zbolelo v zadnjem času več moških kot žensk? Če se samo obrnemo na lansko leto, od 15.000 na novo zbolelih je več kot 7.000 samo moških. In njihovo 5-letno preživetje je 50%, pri ženskah pa 60%. No, jaz moram povedati, da v 90% je članic v našem društvu, ampak imamo tudi moške člane. Izhajamo pa tako, če je v družini ena članica, je absolutno zdraven član in njen partner, ampak zaradi tega, da prihaja na ta izobraževanja, katerega se redno udeležujejo, jaz vam moram povedati, na naših izobraževalnih dejavnostih prihajajo moški, tako da 40% moških je prisotnih. Potem šole zdravja, ko odhajamo vsako leto 2-krat po en teden, a veste, kjer se resnično temeljito posvetimo samo sebi, psihično in fizično. 7 dni preživimo skupaj ali v zdravilišču ali pa na morju. In v zdravilišču in na morju imamo sigurno 1/3 moških, če ne še več. Tako da na tem področju smo tudi naredili velik korak. In mogoče samo, da popravim, Zdenko, ne rabi se zahvaljevati samo meni, ampak vsem članom, ki so jo predlagali, ker tako pozitivno osebo, veste, imeti v skupini je pravzaprav velik balzam. Vedno nasmejana, vedno polna energije in to je tisto, kar članice zelo privlači in jih pripravi do tega, da so zase potem pripravljene narediti veliko več.
Veste, veliko njih se nikoli ni srečalo z jogo, z dihanjem pravilnim in poglobiti se vase, razmišljati o sebi, sprehajati se od organa do organa. In pravzaprav jim je to že potreba, a ne? Ja. Ampak moram tudi povedati, da Zdenka ne samo, da vodi to aktivnost, skrbi tudi za našo medijsko podobo, nas fotografira in to pa res za spletne strani analizira in dela. To je pomembno, ne, da povemo, recimo, da vas je mogoče poiskati, tudi če se mogoče nekdo nevčlani, pa je vešč računalnika, da ste tudi tam dosegljivi tako. Ne? Tako je, mi probamo res vse naše tipe in čuti aktivirati. Mogoče še samo časa je premalo, najbrž raziskav tudi ne toliko narejenih, zakaj je število moških večje, a ne kot žensk. Je tukaj še vedno mogoče tisto, da se moški mogoče premalo ukvarjajo s svojim zdravjem, da si znajo premalo prisluhniti? Da, jaz mislim, da je to glavni razlog. In ne samo, da premalo časa, da si vzamejo. Potem tisto nojevsko vedenje, a ne, glavo potisnemo, pa se bo že nekako, a ne, od nečesa že moramo umreti. Ampak mi se tu pogovarjamo o kvaliteti življenja, a ne, vsi si mi želimo, da bi do konca svojega življenja živeli samostojno, da bi znali skrbeti zase, ne pa da ob tuji pomoči čakamo na smrt. Mislim, da da je pa glavni razlog strah. Strah pred boleznijo, strah pred diagnozo in da partnerke smo tiste, a ne, katere se lažje o tem pogovarjamo, a ne, lažje o tem spregovorimo, tudi o težavah, ki se pojavijo, a ne, lažje govorimo. Moški to neko časa držijo v sebi, zase, rabijo dlje časa. Kot da jih je sram, da so zboleli, tak imam jaz občutek. Ne priznavajo, dolgo ne priznavajo. Ne. In kakor odlašaš, ne, potem je pa manjša verjetnost, ne, da bo zdravljenje uspešno. In tudi recimo ena izmed teh razgibank, ne, recimo najpogostejši raki pri moških ali moški, pregledujte si moda, ne, so tisti impulzi, da bi vendarle jih malo opozorili, a ne, da je potrebno marsikaj narediti tudi sam za svoje zdravje. To je to, kar si mi želimo. Ti se moraš zavedati, da si dolžen skrbeti za svoje zdravje. Naša naloga je, da te naučimo kako in zakaj. Ampak sami so dolžni skrbeti za svoje zdravje in mi pravzaprav vse dneve in vse te tedne, vse te pomembne datume izkoristimo, da se vedno dotaknemo tudi moških. Tudi v rožnatem oktobru nikoli ne pozabimo fante in vedno imamo še stojnice za fante in moda, modele mod, da jih naučimo samo pregledovanja mod. In jaz vam moram povedati, čeprav se hihitajo, tako kot dekleta, ne, ampak z veseljem pogledajo, otipajo in so pravzaprav presenečeni, kadar na modelu začutijo zatrdlino. A to je to? A ne? In jaz sem prepričana, ko vzame zloženko, da prej ali slej jo le pogleda. Nekaj jih bo vrglo stran, nekaj bo jih odložilo, nekaj jih pa bo prebralo. In veste, če imamo enega izobraženega fanta, bo še svojemu prijatelju rekel, ta prijatelj naprej in upamo, da bo to taka domino efekt, a ne, da jih bo čim več izobraženih. Res pa je, da se to trudimo tudi iz društva, smo prisotni in v srednjih šolah, in v visoki šoli imamo te delavnice in jih učimo prav na modelih, a ne samo teorijo, ampak da na modelih vidijo kako in kaj morajo iskati. In to jih presune, jih res presune in so takrat malce stopijo korak nazaj. In malo bolj pogledajo vase in upam, da je tudi tale naša nocojšnja oddaja, naš pogovor, prispeval k temu, da naredimo nekaj za obveščanje in osveščanje nekako z roko v roki, a ne? Tako je. Hvala lepa vam za obisk v studiu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa si bomo zdaj privoščili nekaj glasbe in potem v drugem delu govorili še o raku, nekoliko podrobneje, o raku debelega črevesa in danke. Z nami bo primarij Zdenko Kikec. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo,
Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo. Povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki ne še repenijo. Postaje in vlaki. Naproti. Tako mi pa nadaljujemo z nocojšnjo oddajo Aktualno, kjer govorimo, predvsem ozaveščamo in nekako se trudimo skupaj z našimi gosti, da bi povedali čim več koristnega in dobrega za tiste, ki se s tem še niso srečali, pa tudi morda za tiste, ki so raka že preboleli oziroma ki so se s to boleznijo srečali. In prav vesela sem, da je zdaj z nami v studiu primarij Zdenko Kikec. Dober večer tudi vam. Dober večer vam, pa vašim gledalcem seveda. Primarij Kikec, najprej hvala lepa, da ste pristali na tale pogovor. Verjamem, da imate tam, kjer ste v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec kot specialist, internist in gastroenterolog veliko dela. Dela je veliko. Najprej pa hvala lepa za povabilo, to mi je veliko veselje in tudi čast, da se včasih srečujemo takole za mikrofonom, pa tudi pred ekranom. Zdaj seveda dela nam ne zmanjka, nažalost, ampak voljo imamo, da delamo, znanje tudi, tako da stvari grejo naprej, tako kot so šle do sedaj tudi, ne, v dobro naših pacientov predvsem. Ne. Vi imate res veliko znanja tudi na tem področju in rak na debelem črevesu in danki je tisti, ki je pravzaprav zaskrbljujoče visoko med pacienti. To drži. Sploh vsi raki so zaskrbljujoči, ker njihova incidenca, se pravi pojavnost, vsako leto zboli vedno več ljudi za raki različnih oblik. Med ostalim spada tudi, je spadal, moram reči, z velikim veseljem, je spadal tudi rak debelega črevesja in danke. Če si pogledamo, je to drugi najpogostejši rak v Sloveniji pri vseh prebivalcih. Na prvem mestu so raki kože brez malignega melanoma,
Potem so pa tako pri moških rak prostate, pri ženskah rak dojke, ampak skupaj je pa rak debelega črevesja in danke na drugem mestu. Ampak moram reči, da se pa zdaj prvič opažajo trendi, da pogostost raka debelega črevesja in danke upada, in to od leta 2010 se je že znižal kar za nekaj procentov. Tu je pa naredila svojo dobrobit, seveda SWIT program, presajalni program zgodnega odkrivanja in pa preprečevanja pojava raka debelega črevesja in danke. Verjamem, da se je že marsikdo med našimi gledalkami, gledalci srečal s tisto kuverto, povabilom, ki pride. Na začetku smo bili morda kar malo presenečeni, ko smo dobili, bili smo precej neosveščeni, neizobraženi. Zdaj, ko stopa nekako ta presajalni program, kar najbrž že v 10. leto, je to med ljudmi kar drugače. Ja, mislim, da so ljudje že nekako sprejeli ta program. Seveda vedno je prisoten tudi strah. Strah je prisoten pri vseh, tudi pri meni. Recimo, vsaki 2 leti, ko pride kuverta, potem oddaš blato po vseh tistih procedurah, ki so predpisane. In ko dobiš kuverto v poštni predal z odgovorom, kaj se je pa zgodilo s tvojim vzorcem, moram reči, da tudi meni kar malo zatrepeče srce, in ko odprem tisto kuverto, in ko vidim, da je negativni izvid, se vdahnem vse za 2 leti, ker čez 2 leti smo ponovno klicani v ta program do svojega 74. leta. Moram pa reči, pa dopet z velikim veseljem, da tisti testi, ki so pa pozitivni, pa še zdaleč ne pomenijo obolenja. V začetku smo delali prav študije, v začetku recimo tisti, ki so bili pozitivni, se pravi, da so prišli na kolonoskopijo, smo našli oblike raka v 7 do 8%. Zdaj se je ta procent drastično znižal. Mislim, da vprašanje, če sploh dosežemo 4% vseh tistih, ki jih pregledujemo na kolonoskopiji, da so pozitivni za rakom na črevesju. Pa še to moram povedati, da večina teh, ki pa so pozitivni, imajo pa raka v zelo zgodnjem stadiju, se pravi v 1. ali v 2. stadiju, in takrat so ti raki praktično ozdravljivi. In če se mogoče zdaj vrneva z nekaj stavki na začetek. Rekli ste, pogostost raka na debelem črevesju in danki je kar velika. Ja. A pa se da prepoznati simptome? Ali so tako splošni, recimo, da smo mogoče tudi v tej naglici življenja premalo pozorni na določene znake? Oboje drži. Ali so splošni, ali pa jih sploh ni, ali se pa da tudi prepoznati. Vsi vemo, da rak se nekako napoveduje z motnjami odvajanja blata. To pomeni, da postajamo zaprti, da odvajamo kakšen dan tekoče blato, pa smo potem 2 dni zaprti, pa zopet odvajamo tekoče blato. Ali se spremeni njegova konsistenca, da postaja bolj tekoče, lahko opažamo tudi sluz ali kri na blatu, lahko se pojavijo bolečine. To so simptomi, ki se pojavijo, kadar rak zraste v tem končnem delu črevesja, ko je blato že bolj trdo. Če pa zraste v začetnem delu črevesja, se pravi, tle, kjer je slepič, meter oddaljeno od danke, potem pa tak rak dolgo časa nima nobenih znakov. Ravno zaradi tega, ker je blato tekoče, lepo preteka tam skozi, tudi če je že delna zapora. Krvi, če se slučajno pojavlja v blatu, s testi, ki ga odkrijemo, ne opazimo, tako da je tudi zahrbtna oblika. Je pa seveda prav, da smo pozorni na motnje odvajanja blata, na svoje počutje, tudi na bolečine v trebuhu, in pa seveda program SWIT tukaj naredi veliko dobrih stvari. In kdo je recimo najbolj ogrožen? Imate tiste bolj ogrožene skupine tudi recimo pri raku debelega črevesja? Seveda. Prva ogroženost je že starost. Ker pri raku črevesja se ve, po 50. letu starosti začne njegova pojavnost strmo naraščati. Zato so tudi vsi tisti, ki so stari 50 let in več, vključeni v program SWIT. Tudi prej se pojavlja, tudi v 30. letu, ampak to so zelo redki primeri, da se rak takrat pojavi. Po 50. pa res začne naraščati. To je prvo. Potem pozorni morajo biti tudi ljudje, ki so imeli sorodnike, ki so preboleli raka v družini. Se pravi, po prvem kolenu, bratje, sestre ali oče ali mama. Sploh, če so ti ljudje zboleli v zgodnejših letih, se pravi, okrog 50. leta prej ali pa kakšno leto tudi pozneje. Potem vsi tisti, ki so predebeli, recimo. To je tudi en rizični dejavnik za pojav raka debelega črevesja in danke. Tisti, ki so bolj zaprti že celo življenje.
Tudi tisti, katerih so pri svojcih odkrili polipe na črevesju, udedne oblike raka so tudi na črevesju sicer redkejše, ampak ne tako zelo redke, kot bi si mislili. Kadilci so ogroženi, tisti, ki pojedo veliko mesa, pa premalo zelenjave, tisti, ki se premalo gibljajo. Vse to so rizični dejavniki za pojav raka debelega črevesa in danke. In potem, če se vrneva nazaj na program Svit, po 50. letu, je vsak prebivalec Slovenije vključen v ta program? Tako, vsaka zavarovana oseba, prebivalec Slovenije, vključen v ta program. Sam se šalim, da v bistvu ena od daril za rojstni dan je tudi povabilo v program Svita. Kakšen teden po tistem, ko praznuješ rojstni dan, že dobiš vabilo. Tako da to je vodeno centralno, republiško, evidenca se vodi in res vsi ljudje so povabljeni v ta program. Spomnim se prvič, ko sem to povabilo dobila in nisem odreagirala takoj, je zanimivo, kako dosledna je ta statistika, da pošljajo še enkrat, da povabijo. Ne? Ja, protokol vabljenja je točno izdelan. Najprej dobiš prvo povabilo, tako kot sem rekel, že kakšen teden dni po rojstnem dnevu, in če na njega ne odgovoriš, dobiš ponovno povabilo. Če tudi na to drugo povabilo ne odgovoriš, potem te pustijo 2 leti pri miru in čez 2 leti te zopet povabijo v program Svit. Če pa odgovoriš pozitivno, se pravi, da si pripravljen sodelovati, ti pošljajo posebno kuverto z 2 eprovetkami, če temu tako rečemo, kamor damo 2 vzorca blata v 2 različnih dnevih in pošljemo to na analizo v centralni laboratorij v Ljubljani in moram reči, da po 3-4 dneh je rezultat že tukaj. Tisti, ki pa ne pristanejo, se pravi, da pismeno odgovorijo, da si ne želijo program Svit, so pa ponovno povabljeni čez 2 leti. Skratka, ne obupate tisti, ki se nekako s Svitom ukvarjate, da če nekdo reče ne želim, da potem da ga izbrišete iz evidence. Mislim, da nimamo pravice obupati, ker zdaj, ko gledam res 10 let, sem že tudi sam vključen v ta program aktivno, tudi ne samo kot taki daje vzorce vsaki 2 leti, ampak tudi, ker se delujem v tem programu, delamo kolonoskopijo. Jaz mislim, da je to najboljši program v Sloveniji in res škoda, da se ga ljudje ne udeležujejo. V bistvu je brezplačen, res da je zahteval človeka nekaj truda, da zbereš blato, da odgovoriš na vsa ta pisma in tako, ampak dobrobit tega programa je pa neizmerna. To pa res vidimo. Tudi zdaj vidimo že, koliko manj pacientov je zbolelo za rakom na debelem črevesju od leta 2010 pa do danes in tak trend bo prisoten še naprej, če bomo seveda dosegli dovoljšen procent udeležbe v tem programu. Nažalost je ta udeležba zdaj 60%. Ne rečem, da je slabo, ampak je pa še daleč od idealne. Koliko si želite, recimo tisti, ki delate, da bi bila ta udeležba gotovo čez 90%, ne bo nikoli, ampak vendarle? Načrti so bili že na začetku 70%. Jaz mislim, da bomo to počasi dosegli tudi s takšnimi oddajami, kot imamo danes, najnim pogovorom. Predvsem, da se pri ljudeh malo ozavesti, pa da se ta strah prebrodi. Ker strah je pa pri vseh nas. To je tako normalno čustvo. Seveda idealno bi bilo pa 100%, ampak to pa verjetno iluzorno pričakovati. Glede na to, da ste rekli, da je pojavnost oblike tega raka nekako pogojena tudi z leti, je zdaj tista zgornja meja 74. Tako. Bi jo imelo smisel tudi višati? Po vseh svetovnih študijah ne. Ker tudi ti ljudje, ki so pri 74. letu vključeni v program Svit, lahko rečemo, da potem še vsaj 5-6 let niso ogroženi, da bi se pojavil rak. Tako da takšna starost je že, mislim, da je optimalno določena, tudi v svetu je tako. V začetku je bilo 69 let, seveda, ker nismo zmogli vseh teh kolonoskopij, ampak zdaj se je to povečalo, tudi večji finančni strošek je to na vse zadnje, ampak kasneje pa potem ni več pravega dobrobita, ker tudi same operativni posegi pa tako so rizični in pri starejših letih tako je vprašljivo. Študije niso pokazali, da ima kakršnokoli dobrobit, niti na zdravje, niti na preživetje ljudi. Primer Zdenko Kikoc, rekli ste kolonoskopija, torej za vse tiste, ki morda ne vedo, za kakšno preiskavo gre, delate jih tudi vi prav preko programa Svit v Splošni bolnišnici v Slovenj Gradcu? Tako, mi delamo 2 vrsti kolonoskopije. Ene so to redne kolonoskopije, ki jih opravljamo v rednem delovnem času, se pravi dopoldan. Običajno jih napravimo 8 na dan.
Potem pa imamo pa še svit. Svit se pa dela po popoldanskem času, to je izven našega rednega delovnega časa, tudi 2-krat, 3-krat tedensko, čakalna doba praktično ni en mesec maksimalno. Moram reči, da s kolonoskopijami res jih obvladamo že dobro, tudi tehnično. Opremo imamo vrhunsko, najboljše, kar je trenutno na tržišču, tudi zverzirani smo zelo, ogromno izkušenj smo si tudi mi dobili v programu Svit, tako da res ne vidim razloga, da bi ljudi bilo strah zaradi tega. Ljudje prihajajo na kolonoskopije iz 2 strahov. Prvič je zaradi tega, ker se bojijo, kako bo sama preiskava potekala, pa moram reči, da ljudje dobro prenašajo te preiskave. Imamo tudi možnost sedirati, to pomeni uspavati človeka, tako površinsko spavati in mu dati zdravilo proti bolečinam, kadar je res zahteven poseg. Kadar je pa zelo zahteven, se pa tudi dogovorimo z anesteziologi, pa napravimo pravo anestezijo. Takrat je pa preiskava seveda popolnoma neboleča in prijazna za človeka. In koliko je potem ta kolonoskopija gotovo varna že, ampak koliko dejansko pokaže, kaj se je v črevesju zgodilo? To je v bistvu trenutno na razpolago najboljša metoda za pregled debelega črevesja. Seveda nobena stvar na svetu ni čisto 100%, ampak v slučaju, da je pacient ali pa preiskovanec dobro pripravljen na preiskavo, da je črevo dobro sčiščeno, to je prvi pogoj, da ti dobro vidi sluznico, kakšna je. Če je črevo dobro sčiščeno, pa če je ta, ki upravlja kolonoskopijo, dobro naučen, natančen, da si vzame čas, potem je praktično skoraj 100% sigurnost, da ne spregleda kakšne stvari. Moram reči, kot sem že prej omenil, izkušeni smo, tudi delamo zelo počasi, vestno te preiskave in tudi zapletov zadnje leta nismo imeli pri preiskavah nobenih. In omenili ste, če je črevo dobro sčiščeno. Zdaj lahko rečeva na eni strani bolnik oziroma preiskovanec in na drugi strani zdravnik naredi vse, kar je potrebno. Mi pa smo mogoče včasih malo površni in tistih napotkov za čiščenje ne vzamemo mogoče dovolj resno ali ne. Ali recimo vsi, ki prihajajo na preiskavo, so zelo resni. Moram reči, da lahko pritrdim temu. Ljudje so zelo resni, tudi pripravijo se zelo dobro. V glavnem je črevesje vedno dobro sčiščeno. Se zgodi, če je kdo že kronično zaprt, da je potem običajen predpisan način za čiščenje črevesja premal. V tem slučaju pa pri njemu ponovimo še enkrat čiščenje, pa naslednji dan ponovimo preiskavo. So pa ljudje zelo dobro sčiščeni in moram reči, da tudi čiščenje v zadnjih letih postalo dosti bolj prijazno, kot je bilo pa prej. Prej smo čistili z enimi praški in ljudje so mogli popiti 6-7 litrov tekočine. V enem dnevu to je res veliko. In telo težko, sploh če si starejši, težko toliko zaužiješ. Danes je pa ta način, imamo preparat Moviprep, ki je najprej bil v programu Svit vključen brezplačno, sedaj se ga pa dobi tudi pri običajnih kolonoskopijah. Ljudje popijejo 2 litra, maksimalno 3 litre tekočine v 2 dneh in moram reči, da črevo je običajno vedno zelo dobro sčiščeno. Koliko je potem recimo, ko ali če odkrijete karkoli, tudi s pomočjo programa Svit, kakšen je potem postopek naprej? Ja, najprej seveda mi že, ko vidimo spremembe, vsako takšno spremembo ali odrežemo ali odščipnemo s kleščicami. Moram reči, da to je popolnoma neboleč poseg, tudi če kaj režemo v črevesju, to ne boli. In vsako takšno stvar, vsako vzorec se pogleda pod mikroskopom. Kadar se pride izvid, da je v ozadju rak, seveda potem je potrebno to operirati. Pri vseh tistih, ki so sposobni za operacijo, se to operira. Delamo to v naši ustanovi. Je pa seveda majčkene razlike, ali je to na danki ali je to na ostalem delu črevesja. Če na danki, potem običajno naredimo še magnetno-resonančno preiskavo prej, da vidimo zamejitev bolezni, do kam sega sam rak. In včasih je potrebno predoperativno še obsevati, pa tudi kemoterapija pri raku danke, pri črevesju ne. Takrat se operira. In po operaciji počakamo na definitivni histološki izvid, se pravi patolog pogleda, kakšne vrste raka je bil, kako je bil razširjen in se na našem konziliju potem odločimo, ali je potrebno nadaljnje zdravljenje. Včasih ni potrebno nič, najpogosteje pri svito ugotovljenem raku, ker so to res zgodne oblike raka, kadar so pa prizadete bezgavke, se pravi, da so rakaste celice že v bezgavkah, potem pa za dobrobit, da zmanjšamo možnost ponovitve bolezni,
predpišemo še kemoterapijo, ali samo v obliki tablet, ali pa kombinirano v obliki infuzij in pa kemoterapije. To traja približno 8 ciklusov, pol leta, dobijo zdravilo, pa čez 3 tedne ponovno zdravilo in tako se ponavlja 8 ciklusov. Če se mogoče osredotočiva na vašo, torej na Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, ta zdravljenja, torej kemoterapije, izvajate tudi pri vas ali morajo recimo bolniki iz tega dela Slovenije potem ali v Maribor ali v Ljubljano? Upoštevamo željo pacientov, kamor se želijo. Moram pa reči, da imamo vedno več pacientov, ki se zdravijo pri nas. Zdaj, zdravljenje se je izvajalo v manjši meri že prejšnjih letih tudi, ampak v zadnjih 4 letih smo pa to zdravljenje zelo razširili, ne samo na rak debelega črevesa in danke, tudi na ostale oblike raka, na želodec, na trebušno slinavko, tudi na dojko. Tako da moram reči, da odzivi so zelo dobri, ljudje nam zaupajo, tudi zadovoljni so. Standard imamo visok pri nas v bolnišnici, tudi strokovni smo, imamo podporo Onkološkega inštituta kot ene krovne organizacije, tako da nam res stojijo v ozadju, tako mentalno kot tudi svojim znanjem, kadarkoli se lahko z njimi posvetujemo, sodelujemo na njihovih konzilijih. Tako da res tle se nam odpirajo velike poti, imamo 2 specializantki iz onkologije, ki tudi že se vključujeta v delo pri nas enkrat tedensko v naši ustanovi. Pričakujemo pa prvo specialistko že v prihodnjem letu, naslednja pa leta potem 2019. Ko ste nekako začeli s tem programom SVIT, in če primerjate zdaj po tolikem času, koliko napora, koliko truda in tudi mogoče koliko sredstev smo oziroma ste v to vlagali oziroma je to vlagala država, da mogoče vendar lahko rečemo nekaj dobrega tudi o tem, da zdravstvo ni samo tako, da ga včasih kar malo pokritiziramo, ampak da je to tudi nekaj zelo dobrega, recimo konkretno SVIT. Tako, zelo dobra misel je to. Mogoče bi v tej priložnosti povedal samo misel mojega prijatelja in bivšega sodelavca, ki trenutno dela v vodilni kliniki na Švedskem, ko so zdaj že leto pa pol gor. In je rekel, zdaj, ko sem prišel iz Slovenije, vidim, kako dobro zdravstvo imamo mi v Sloveniji. Švedska kot ena zelo razvita država, z veliko finančno močjo, tudi s kadri in tako. Rekel, ko primerjam bolnišnico pri njih, kjer je zdaj dela, in pa našo slovenjgraško, pa tudi ostale slovenske, rekel, mi ne zaostajamo nič za njimi. Samo klima takšna čudna je pri nas, pa mogoče še res nekaj manjka pri organizaciji vse skupaj. V sam program SVIT res ogromno denarja se vlaga, veliko tudi truda, tudi nas. Recimo, mi smo se tudi učili na začetku. Če sam nas pomislim, kolonoskopija v programu SVIT ali pa tista redna kolonoskopija, to so bile nekaj čisto povsem drugačnega. V SVIT programu so bili v bistvu vsi so imeli neko patologijo, malo raka, zdaj še manj, kot sem rekel, ampak vsi so imeli neke polipe in te polipe treba odstranjevati. In tako, v ostalih kolonoskopijah, tistih rednih, je bilo pa veliko ljudi, ko so prišli na preiskavo, pa nisi našel nobene patologije, pa tako, Tako da res je velika razlika in to smo se mi naučili. Brali smo novo literaturo, dobili smo praktična znanja, postali smo tudi bolj samozavestni in tako. To je tak naravni proces, ki prihaja vse posod. Tudi, če se začnemo učiti voziti avtomobil, prvo leto teže vozimo, 10. leto smo pa že pravi mojstri potem tudi. In prav mesec marec je nekako posvečen in po eni strani temu presejalnemu programu SVIT in tudi raku debelega črevesa in danke, prav zato, da bi se malo ozavestili, ali da bi se še bolj ozavestili. Tako. Čeprav je grozno, govorite, se včasih razmišljam, meni sicer malo manj, ko se veliko ukvarjam zdaj s temi stvarmi, pa vem, ljudje mislijo, rak, zdaj pa vsega konec. V veliki večini tega ni konec, ker imamo res ogromno orodij v rokah, ampak treba je pravi čas najti bolenje, pa skoraj vse oblike raka so takrat tudi ozdravljive. Ampak res pomemben je čas, ti zgodnji čas. Problem pa je, ker mi to zgubljamo in SVIT program nam daje to možnost, da res pravi čas se to uredi. Spominjam se enega svojega znanca dobrega, ki je tudi šel program SVIT brez težav, brez vsega, komaj napolnil 50 let in mu je bil najden rak končnega dela debelega črevesja. Bil je operiran, začetni stadij, popolna ozdravitev in po tistem, ko se je njemu to zgodilo, je še 10 njegovih prijateljev se vključilo v SVIT.
Tudi to ima svoj pomen. Nekdo, ko ima ugodno izkušnjo, seveda potem najboljša reklama je res za neko stvar, da se ljudje tudi med sabo pogovarjamo. Tako. Težko mi pa je, ko pride recimo ljudje, ko jim v redni kolonoskopiji zaradi težav delamo preiskave, pa jim odkrijemo raka, pa vsakega vprašam potem, a ste šel v svit program, pa ni šel. To me pa časih pa res boli, težko mi je tega, ker se je veliko časa zgubilo. Sigurno leto, 2, če ne 3. Rekli ste, na 2 leti prihajajo povabila. To pomeni, da se v teh 2 letih nekako rak mogoče ne razvije v tisti stadij 3., 4., tako kot ste rekli, ko bi bil človek že res življenjsko ogrožen. To pomeni, da to ni od danes na jutri, ne? Razen verjetno pri kakšni ekstremni obliki raka. Ja, vse oblike so. Tudi debelo črevo poznamo desni del in levi del in popolnoma drugače se tudi obnašata. V desnem delu rak hitreje raste kot pa v levem delu. Tudi malo težje ga odkriti kot pa v levem delu. Je pa tako, da bazira vse skupaj na tem, da, kot veste, mi damo 2 vzorca blata in kadar se v enem od vzorcev odkrije kri, potem je to alarm, da treba napraviti preiskavo. Se pravi, običajno najdemo polipe navadne ali pa mogoče niti to ne, samo kakšni hemoroidi so za to krivi. Ker vse skupaj bazira na tem, da rak je iz rakastih celic, mislim, iz tega tumorja, teče tudi kri. Ampak ta kri se ne odvaja v blato vsak dan. Mogoče 3 dni se, pa potem 4 dni ne. In mi skušamo na tak način s tem testom res dobiti vzorec tak ta pravi, kot je. Se pa zna zgoditi seveda, da kdo ima začetno obliko raka, pa da še ne krvavi takrat. Zato je ta varnostna varovalka napravljena, da vsake 2 leti prihajaš v ta program. Seveda smo pa že tudi našli zgodne oblike. Človek je pred 2 leti dal blato, je bil negativen, čez 2 leti je bil pozitiven, pa smo našli tudi zgodno obliko raka. Na srečo nekih hujših oblik razširjenih pa se še ni zgodilo pri tistih, ki so bili testirani. Mogoče kakšne posebne aktivnosti še pripravljate v tej smeri ozaveščanja, nekako propagiranja tega programa Svit v tem mesecu? Ja, imamo tudi še predavanja za strokovno javnost in sicer zdaj konec tega meseca, tako za zdravnike kot tudi za sestre. Seveda trudimo se, da bi bili čim več v medijih, ker takšni mediji imajo tudi odziv, pa tudi pa okolico, svoje znance, svoje prijatelje ali sorodnike in tako prepričujemo. Tle igrajo zelo veliko vlogo, seveda tudi patronažne sestre, pa potem zdravniki na primarni nivoju in sestre seveda tudi. Res, naša želja in namen je, da bi se čim več ljudi vključilo v program Svit, da bi enkrat premagali teh 60%, pa prišli na 70, 80, pa mogoče celo 90. In s to vašo mislijo bova nocojšnji pogovor zaključila. Še enkrat se zahvaljujem za obisk v studiu in ostaja samo povabilo, da vendarle tisto kuverto odpremo in privolimo zaradi nas. Mislim, da bi bilo to zelo dobro. Vam pa hvala lepa za povabilo v vašo oddajo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, in naj bo nekako ta sklep tudi tisti, ki bo potrkal na vašo vest, na vaše srce, da takrat, ko bo potrebno, da se boste tudi programu Svit odzvali ali pa da boste znali poslušati svoje telo. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.